Je pa ob nedavnih aktivnostih v državnem zboru v ospredje prišlo vsaj dejstvo, da nekaterih poslancev še vedno pravzaprav sploh ne poznamo. Kdo je denimo Leon Merjasec? Leon Merjasec je poslanec največje koalicijske stranke. Po spletnem orodju Parlameter pa je tudi poslanec, ki je v državnem zboru izgovoril najmanj besed, le 1688. Čakaj malo. Zdaj pa stop. Jaz sem vedel, da imajo v SDS veliko ljudi, ki so pri koritu, nisem pa vedel, da imajo Merjasca. Ni čudno, da ne govori veliko. Verjetno noče, da bi se mu smejali. Je pa res, da je gospod Merjasec poslanec največje stranke, tako da je slabih 1700 besed v 3 letih popolnoma dovolj, da 340krat izrazi svoje stališče. Se strinjam z gospodom Janšo. Preseneča le, da je več povedal celo poslanec in bivši nogometaš Gregor Židan, čeprav naj bi na večini sej rekel le, da je žoga okrogla in da je dal od sebe 110%. So pa tudi takšni poslanci, ki govorijo preveč. Prvi na lestvici je gospod Polnar. Glavni vlogi je bil gospod Erjavec. Osebno pa sem imel občutek, kot da bi gledal kak nemški nadrealistični film, v katerem glavni junak pri glavnem junaku nikoli ne veš, ali se mu sanja tisto, kar se dogaja na filmskem platnu, ali pa je to resnično. Izjavo poslanca Roberta Polnarja smo vaše dobro skrajšali na polovico. Če ga kljub številnim besedam še vedno niste razumeli, sem za vas pripravil strnjen prevod. Ne maram Erjavca in rad zvenim razgledan. Imitacija za milijon, oprosti. Polnar. In katera stranka uporablja najbolj raznolike besede? Poglejmo. Je pa Parlameter pokazal še, da prav v Desusu uporabljajo najbolj raznoliko besedišče, medtem ko imajo najslabši besedni zaklad v SAB-u in SDS-u. Res je, najbolj raznolike besede uporabljajo v stranki Desus. Skoraj kot Trump. I use the best words. Po eni strani to ni presenetljivo, ker imajo prej omenjenega Polnarja, po drugi strani pa je izjemno presenetljivo, saj imajo hkrati tudi poslanca Juršo. Ne preseneča pa, da imajo najslabši besedni zaklad v SAB in SDS. SDS naj bi izdale predvsem ponavljajoče se besede, kot so strici, ozadje in prejšnja vlada. SAB pa angleščina Alenke Bratušek. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.